2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, toti Milan, ponovno raziskujem zanimivo zgodbo. Zagotovo poznate najdene pod narekovaji stare, tisočletja stare vesoljce iz Peruja, ki so dvignili prah ponovno nekaj dni nazaj. Znanstvena javnost je razdeljena, ali gre res za nezemeljska bitja ali zgolj za prevaro. No, ker pa ima vsaka zgodba rep, ga ima tudi ta. Zdaj se pojavljajo primeri, priče, dogodkov, tudi celo tožbe proti državi na račun tega dogodka in z mano sta dva, recimo ima potencialna oškodovanca zaradi stika prve vrste z nezemeljskimi bitji in to sta občana Prepol, Marholt in Smuk, ki sta danes tudi z mano. Dober dan, gospoda. Ja, dober dan. Jo. Torej, Marholt, kaj se je dogajalo? Ja, dogaja se, ne se je dogajalo. Mislim, ta neljub dogodek je iz leta 2017. Ampak dajmo mi enkrat zdaj to razčistiti na Margečkem. A, v Marjeti, ja? Ja, na Margečkem. No, v glavnem tu igrišče, tu, ki smo zdaj, je znano pristajališče Marsovcev. Prosim. Ja, ker grejo samo čez Gmajino, 2 grma pa so pri vodi. Na napajališču, vodo pa rabijo. Zakaj miš, kaj se vam je dol spuščal? Ker gori ni vode. Vodo, pol pa še on kuj z roke naredi, to naj ti pove Smuk, ko je videl Smuk, povej. Jo. On z roko kuj naredi mrežo, pa 4 kile pod usti, pa 5 minut pa se dvignejo, pa grejo. To je skozi, to smo mi prijavljali že. Pa se nas noben resno najemne. Ti moraš vedeti, da smo mi to prijavljali jaz sam od leta 2013, 7-krat sem klical. Povej Smuk. Jo, da. 2017 pa se je ta dogodek zgodil. Ja, in ta dogodek, zaradi katerega sta vidva potencialna oškodovanca. Ne, mi je že mama, zdaj to tožba se piše. Ti moraš vedeti, da smo mi dva oba bila brez izpita po 1 leto. Oba. Pa samo en lahko avto vozi. Oba smo bila brez izpita 1 leto, plus da smo dobila vsak 2,5 jurja, polovička jurja 250. Pa da še Smuk ni imel, pa smo je še posodil, da je bila polovička, pa veš Smuk. Ja, kaj pa je bilo, Marholt? Glej, gostilni Ekar smo bili, po rekreaciji. To je v Prepolah. Do Margečkega je peš 10 minut. Jaz ne rekel, se lahko Smuk potrdi. Ja. Smuk, če ima kaj spila, pa spila boma, ker pri Ekartu zdaj ne greš na Kapučino pa Radensko, te nema vozila domov. Veš, da tu vedno stojijo, ne? Ja. Ampak nezemeljsko bitje je upravljalo z nama in ko nam je policija vstavila, v bistvu mi se zelo v megli spomnimo. Je verjetno bilo kaj alkohola, ne? Alkohola je bilo za olimpijsko kolajno, ampak mi niti nismo hotela iti sama z avtom. Ko nam je policija vstavila, smo mi dva oba zadnji sedela, pripasana. Jaz vse, kaj se v megli spomnim, je, da je IT vozil izredno slabo, ker več niso ceste navajeni, sploh take luknaste, da je zgleda hotel avto dvigniti, da je vse gumbe postisko, pa ventilator je bil na full. In je policija vstavila. In valjda niso verjeli, glej, pazi, veš, kakvi so to bili vse dokazi. Šoferova vrata so bila odprta, povej Smuk. Ja. Pa obe okni spredi spušeni, ker veš, da imajo raji prepih, ne? Ne vem, zanimivo. Ja, če imajo gori tote odprte ladje, no se vseeno. V glavnem, zdaj na podlagi teh zadnjih rezultatov, ker so še Amerikanci priznali, pa gre tožba ven. Torej naj zdaj povzamem, vidva sta se vinjena peljala domnevno na zadnjem sedežu, ko vas je policija ustavila, je IT, ki je vozil pobegno. Spizdo, ja. Veš, da zdaj, kaj bo zdaj, veš, kak je za tujce kazen, ne? Pol pa ne je mogel na pališče hoditi več. Je šel, pa smo mi sama not koloja, valjda smo ga imela, in oni policaj je rekel, stare finte, pa ono sem pa tja, bolj smo njemu mija govorila, kaj so vse dokazi, bolj ko smo pritožbo pisala, je sploh ni bilo odgovora, ne. Vse smo glavo potri, vse. Ja, to je vse. Ja, dobro, veliko sreče pri vajni tožbi, pri vajnem primeru. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice. Hvala.